Žoga je okrogla. Lepo pozdravljeni. Olimpija je suvereno dobila mestni derbi proti Bravu s 3-0. Celje je zmagalo z 1-0, prevladovalo, a trepetalo za 3 točke v Domžalah. Koper pa je prvič zmagal pod vodstvom Slaviše Stojanovića. V drugem polčasu pa v južnoameriškem nogometu danes z nami je odličen poznavalec južnoameriškega nogometa, in sicer Toni Gruden. Lep pozdrav, Toni. Hola. 4-1 še vedno odmeva. Argentina je bila odlična, Brazilija je v krizi, Andres Vombergar pa je prvi strelec argentinske lige. O vsem tem se bomo pogovarjali in seveda tudi o evropskem slovenskem nogometu. Tu smo Boštjan Janežič, Dobar dan. Marko Cirman, Dobar dan. Jože Pepevnik, Zdravo. moje ime je pa Luka Petrič. Prvi polčas. Najprej k ljubljanskemu derbiju. Se mi zdi, da je tista 11-metrovka v končni izid bil 3-0, 1-0 je bilo, ko je bila ob koncu prvega polčasa 11-metrovka in rdeči karton za igralce Brava, za Atemono, drugi rumeni, in to je presekalo tekmo, Boštjan. Je bil enostranski promet v drugem polčasu. To je poudaril tudi trener Brava Aleš Arnolj, ravno ko so bili v naletu za želeno izenačenje na 1-1, potem ta na koncu kazenskega prostora odločitev v korist Olimpije. Sprva je izgledalo, da je si Mertik hitro izmislil to 11-metrovko, potem pa je vendarle s širjenjem, ne samo zagrajevanjem žoge, ampak širjenjem z rokami po nosu udaril Tama Kristalino Atemona in pravilna odločitev potem potrjena še po varu. Sploh ni šel sodnik na ogled vara, ampak je stal po posvetovanju z VAR sodniki pri svoji odločitvi. Moj prvi vtis je bil enak. Jaz sem mislil, da je bila pretirana kazen, morda tudi zaradi tega, ker sem imel zadaj v glavi, to bo uničilo tekmo. Ampak ja, na koncu, ko smo pa videli počasen posnetek, pa ni bilo več dvoma. So se kaj jezili v taboru Brava zaradi rdečega kartona? Ne, na koncu se je celo še opravičeval sodniku Aleš Arnolj, da je sprva mislil, da ni 11-metrovka, potem pa, da je bila to pravilna odločitev. V drugem polčasu pa Olimpija toliko, kot je potrebovala za en gol, kar veliko rotacijo opravil Viktor Sanchez, z enim manj pa Arnolovi izbranci niso uspeli priti do kakšnega ugodnega rezultata, do kakšne nevarnosti. Nekaj tednov nazaj je izgledalo, da je Olimpija v krizi, 2 poraza, izpad proti Borcu, zdaj pa 3 zaporedne zmage in spet precej bolj suvereno na prvem mestu v prvi ligi. Verjetno je v glavah tudi precej psihologije Olimpijinih nogometašev, ko je v Mariboru, ne njim v Mariboru, temveč Mariborčanom zaškripalo na severnem Primorskem, ko je prišla Olimpija spet na tiste svoje položaje, kot da je forma spet boljša. Malce pa je premešal tudi 11-terico. Blanko je tisti, ki je sedaj ni v najboljši formi, zato ne začenja tekem. Brest je tudi jeseni igral bolje kot sedaj spomladi in nekaj rušat. Tam je spet ogret, ko je po dobrem začetku, potem slabše nadaljeval, spet zelo koristen, viden, tudi razdiralec tekmečevih napadov v napadu, tako da je videti sedaj Olimpija spet v formi. Bila je zelo, zelo motivirana, 7 tekem zapored, ni dobila ljubljanskega prestiža v tej jeseni, v minuli jeseni, v tej sezoni, 2-krat 1-1 na obeh. Odkar je Aleš Arnolj prevzel klub. Je bilo teh tekem, sedaj pa po 7 nedobljenih tekmah, nekaj zmag Brava, največ neodločenih rezultatov, pa visoka zmaga Olimpija tudi seveda s to odločitvijo, ki je posem v svoj tok odpremila drugi polčas. Marko, Celje ni visoko zmagal, imel dovolj priložnosti, da bi lahko, ampak na koncu še ni bilo vse tako suvereno, kot so si želeli. Albert Riera omenjal, da na tem hitrem spolskem igrišču v Domžalah se lahko hitro kaj zgodi. Imajo tekmeci proti napadi in potem je 1-1. Na celjsko srečo se to ni zgodilo. Vtisi po tej tekmi? Najpomembnejša je seveda zmaga za Celje v tem obdobju, ko si sledijo tekme na vsake 3 dni in je zdaj pokal in potem še ena prvenstvena in spektakel s Fiorentino. Ni važno, kako pomembno je za Celje, da je prišlo do vseh 3 točk, zaradi samozavesti, pa tudi zaradi nekako stanja na lestvici. Spet ena taka podobna zgodba s
to razliko, da je Celje bilo dominantno skozi večji del srečanja, 90% tekme Celje več pri žogi, ampak niso pa znali tistega, kar poudarja Albert Riera, vedno niso... we could not kill the game, vedno reče. Se pravi, da spakiraš tekmo v nogometnem žargonu že prej, da daš še en gol in potem je vse skupaj rešeno, tako da so morali čakati. Pozitivno je to, da niso dobili zadetka, super pomembno tudi z vidika... Kar se ni veliko krat zgodilo v zadnjem času. Ravno to, Celje je veliko krat povedlo, pa potem prejelo gol in spet lovilo. Tokrat pa ni bilo neke drame, bolj je bilo mirno, zato je tudi lahko, recimo Albert Riera proti koncu tekme, 3 minute pred koncem je v igro vstopil otrok Celja, Žan Žužek, od 7. leta starosti je v klubu in zdaj dočakal tudi članski nastop, tako da se tudi na tem področju nekaj pa spreminja, da vendarle ne bojo samo neki nakupi, ki bo Celje čakalo, ampak vedo, da imajo v Žanu Žužku enega zelo perspektivnega zveznega nogometaša s krasnim pregledom in nekim balansom v zvezni vrsti. 10 dni do tekme s Fiorentino, Kučić se je poškodoval, kar se mi zdi, da je ne zaradi tega, ker bi bil tako pomemben, se mi zdi, da so vendarle vezni igralci Svetlin za Bukovnik bolj ključni za celsko igro, ampak ker ni prave menjave v napadu zanj, se mi zdi, kako brez Kučića na najpomembnejši tekmi. Koga ni brez njega se mora, ampak je razlika, ko igra Kučić, pa je razlika, ko igra Edmilson, pa ne vem, ne toliko o realizaciji, ker je tudi zelo iznedljiv, sploh igri s hrbtom, Edmilson znajde se v tej gneči, ampak dejstvo pa je, da se bolj čutita Sešljar in Kučić kot pa Sešljar in Edmilson. Nekajkrat sem opazil na tekmah, da Kučić točno ve, kam mora steči, ker ve, kam bo letela Svitova žoga in tu vidim največji handicap Celja, se pravi ta podaja iz zvezne vrste v napad in pa seveda skok igra je robustnejši, je bolj nekako orientiran pri predložkih v kazenskem prostoru. Kučić tudi bolj strupen, kar zadeva menedžerju pravimo tega one-timer, se pravi strelov z prve. Tako da ena velika škoda, pa ne samo za Celje, tudi zanj, ker moramo vedeti, to je že njegova druga daljša poškodba v letošnji sezoni. Klecnil je v Sevilji, prebeti so jim bil odsoten mesec, 2, mislim, da. Ta je pa res križna vez. Ta je pa za en reset karijere, bomo rekli. Zdaj je najpomembnejše dejstvo to, da se čim bolj pozdravi, da ne hiti, sezono je zaključil, to je jasno, da tudi v poleti ne prehiteva, ker vemo, kako je s koleni, hitro lahko obnoviš to poškodbo, tako da škoda, želim čim prejšnje okrevanje Armandasu. Jože, k ostalim tekmam in predvsem k boju za Evropo, Koper je tudi zmagal z 1-0 v tekmi, v kateri je prevladoval v prvem polčasu proti Muri, drugi polčas bolj enakovreden, prva zmaga proti Slavišo Stojanovićem, preostala tekma Primorje Radomlje 1-1, Nafta Maribor pa zaradi premočenega igrišča je odpadla oziroma bo prestavljena. Zdaj je kar se ogrel boj za 3. mesto, Bravo še vedno 3, 45 točk, sledijo pa s tekmo manj, Koper 44, Celje 42, pred zadnjo četrtino prvenstva. Kdo se ti zdi, da je v najmočnejšem položaju, da bi lahko na koncu osvojil 3. mesto? Po mojem mnenju Celje, ker ima pač največjo kakovost in ker bo lahko proti Fiorentini, ne glede na to, koliko bomo omenjali to tekmo zdaj v naslednjih tednih, vseeno lahko igralo brez neke obremenitve, brez pritiska rezultata, karkoli se bo tam zgodilo, bo v bistvu za Celje po moje pustilo dobre posledice njihova evropska pot v tej sezoni v vsakem primeru. Albert Riera bo po mojem moštvo dobro nastavil, tako da bo stopnjevalo formo do konca prvenstva, tako da med Bravom, Koprom in Celjem bi dal tu prednost Celjanom. Res je, malo smo se hecali, ampak na zadnje Aleš Arnold, kar je gostoval pri nas, Bravo nima zmage v slovenskem nogometnem prvenstvu, tako da se bojim, da nikogar trenerjev zdaj do konca sezone ne bomo dobili pred naš mikrofon kot gosta, da ne bi slučajno džinksali še koga. Koper pa svoja vrstna ironija, da je Slaviša Stojanović debitiral po 16 letih, znova debitiral v slovenski ligi proti Matjažu Keku mlajšemu, vendarle sta z Matjažem Kekom starejšim kot selektorja slovenske reprezentance
v tistem obdobju nekako povezana in jaz mislim, da bo Koper, Slaviša Stojanović je nekatere poteze že vlekel na tisti tekmi v Ljudskem vrtu s tribune ob zmagi Maribora s 3-2 in mislim, da bo Koper organiziran do konca sezone, da bo vendarle tudi v obrambi izgledal bolje. Zdaj, če je Aleš Arnold bil gost, pa ni zmagal, predlagam Viktorja Sančeza, da bo prvenstvo malo bolj zanimivo. Boštjan, ti se ne strinjam, prosti. Ja, ga bom povabil. In tako bo rekel ne. Vem pa, da so bili vsaj mariborski štajerski novinarji, ki bi morali v Lendavo na tekmo Nafta Maribor v tistem deževju, ne ravno veseli, da je bila tekma odpovedana, ampak res je bilo neugodno vreme. Vsaj veseli, da je bila odpovedana zjutraj, ne pa šele ob enih dveh, ko bi bili že vsi tam. Že na poti, ja, tako da termin potem spet med tedenski 16. april je nadomestni termin tekme Nafta Maribor. Ne vem, zdi se mi, da celo bi znalo Mariboru tole zdaj koristiti, ker tekma, če bi bila odigrana na težkem igrišču. Po reprezentančnem premoru vemo, da velikokrat ni igra takšna, kot bi si marsikdo želel, ne samo v Mariboru, ampak marsikdo tudi v kakšnem drugem klubu. Jaz mislim, da na koncu Mariborčanov ni preveč zmotila ta odpoved tekme. So si pa nekateri klubi vzeli ta čas za nekakšne mini priprave in to bo pomembno za mnoge, ker zdaj za tiste, ki so pri vrhu lige, sploh sledi kar naporen ritem tekem, sploh tudi za Celjane, ki imajo še naslednji teden, še naslednja 2 tedna ligaške oziroma evropske tekme. Vodilna peterica v prvi ligi pa igra tudi v pokalu. Gremo v Evropo in sicer najprej v Anglijo. Zanimiv konec tedna je bil z FA pokalom in sicer 4 od 8 četrtfinalistov so bili klubi, ki veljajo za relativno uveljavljene prvoligaše med uveljavljenimi večjimi klubi. Ikonični angleški klubi. Ja, ki pa niso še osvojili. Za neikoničnega nisem slišal. Vsi angleški klubi so ikonični. Mislim, po eni strani, smešno, ampak po drugi strani pa večina teh klubov obstaja že 100+ let. Mislim, ne večina, skoraj vsi obstajajo že 100+ let in imajo neko dolgo, bogato tradicijo. Med temi pa mnogi, ki so že dolgo časa zraven, niso še osvojili lovorike. In te 4 so, ki so bili med četrtfinalisti: Fulham, Crystal Palace, Brighton in Bournemouth. Igrala sta med seboj Fulham in Crystal Palace in je Crystal Palace napredoval, medtem ko pa sta preostala izpadla, torej Brighton proti Forestu po 11 metrovkah in Bournemouth proti Cityju z 2-1. Pa sem pol začel razmišljati, kaj pa je največji slovenski klub, ki še nima lovorike. Kateri bi bil to za vas? Primorje je, moram reči, da Primorje... Ja, predolgo je manjkalo tudi. Sem jaz isto razmišljal, ampak ni drugega večjega, ki še nima lovorike. Ampak Nafta je manj časa igrala v prvi ligi. Pa je tudi Rudar Velenje, sama mislim, da pokal. Torej, razlika med Primorjem in Nafto po številu točk doseženih od leta 91 naprej je Primorje 551, Nafta 311. Da Primorje kolikrat je bil jesenski prvak? In 3-krat podprvak. To je, kolikrat je bil do konca v igri. In iz tega vidika, kljub temu, da Nafta sem tudi... privlekel iz naftalina, še jugoslovanskih časov kot prvi slovenski eden od najzgodnejših, najzgodaj ustanovljenih slovenskih klubov, predvsem pa na tej večni lestvici je takoj za Primorjem med klubi. Nafta. Jaz letnicam na grbih slovenskih nogometnih klubov ne verjamem. Jaz sem štartal prvi slovenski jugoslovanski prvoligaš. Torej na tej lestvici je potem Aluminij, če upoštevamo samo točke, ki so jih osvojili v prvi ligi, kar na vse zadnje je kar merodajen podatek. Če smo malo politično nekorektni, Triestina morda, ne? Enka Tržačanka. Triestina ni bila slovenski klub. Mislim, da je Ponciana igrala v jugoslovanski ligi. Ponciana je bila v jugoslovanski
47 let, 6. No, Triglav niti blizu ne pride. Torej. Ne pride, ker Triglav je po številu doseženih točk še za Bravom in za Dravo in Aluminijem. Je pa Aluminij igral, mislim, da v drugi zvezni ligi, to bi Boštjan znal morda najbolje vedeti, ampak Slučajno veš, Boštjan? mislim, da je Aluminij igral. Nisi imel v 8. razredu osnovne šole albuma. Panini, Imel in takrat Aluminij Pa ni ni nič. bil Pa ni nič. v zvezni ligi. Ljugo album. Gledal sem potem še po drugih evropskih ligah zanimive nižje ligaše, ki so se uvrstili naprej. V Nemčiji je to Arminija iz Bielefelda, za katero je igral. Mali kviz pred pravim kvizom. Andraž Šporar, 9 tekem, 2 gola. Tretji ligaš je Arminija, zdaj dolgo časa bil tudi Bundesligaš, torej prvoligaš, igra z Leverkusenom, medtem ko pa Leipzig igra s Stuttgartom. Leipzig Z novim ostal trenerjem. Blizu smo brez živeli, trenerja. Radno Forum-Wald. res Takrat je. sem imel na očesu fanshop, pa sem šel potem reči v Bochum. Torej, Bielefeld in Arminija govorimo, ne Leipzig. Leipzig bo torej igral z novim trenerjem. Ko sem videl, sem bil kar presenečen, a Joachim Löw bo prevzel, ne? Ampak ni Lev, ampak je Lov, torej brez umlauta. Zolt. Ja. Da. In on bo novi začasni trener do konca sezone, potem pa se bojo odločili, kako in kaj naprej. V francoski ligi, oziroma v Franciji, v francoskem pokalu je Cannes zdaj četrtoligaš v polfinalu pokala in sicer igra z Ramsom, torej nekdanjim klubom Luke Ilznerja. Moram reči, da se predvsem po nekaj let nazaj zelo dobri zgodbi Kana, ko je bil prav tako uspešen v pokalu, se spomnim naslovnice L'Equipa, ki je ena najboljših vseh časov, je Yes po angleško, We kot po francosko in Can, torej Yes we can, z več jezikovnom. Daily Mail. Ja, Angleži imajo sploh tega radi. Na Portugalskem sem tudi videl, da je tudi en klub uspešen, in sicer Tiršenše. Tirzenze. Ja, sem prav rekel. Tirzenze. Zakaj pa tukaj ni še? Niga. Okay. Čekaj, kaj? Zakaj, Zakaj sem ni mislil, šeja? zakaj v Tirsense ni šeja? Ni, prav, ni. Moramo pogledati, z katerega kraja točno je. Ne? Okay. Kaj poznaš, kaj veš o klubu? Ne. Četrtoligaš je, vem, da je povsem. Ker je sam to Tirsu. Aha, Kraj. in zaradi tega Tirsense. Predivnik to. Ja, seveda. No, torej četrtoligaš v polfinalu pokala na Portugalskem in igral bo z Benfico v polfinalu. Ta se je Portugal, obsežnejši pokal, 156 klubov, imaš tudi ligaški pokal. Ja, Druga liga samo. ta so liga. Tako. Zakaj pa tu ni tača? Imamo pa še enega presenetljivega, ampak pod narekovaj presenetljivega, ker trenutno ekipa Go Ahead Eagles igra Najboljše ime. Najboljše ime. Go Ahead Garantirano, priznam, garantirano over 2,5 gola na zadnjih tekmah. Go Ahead Eagles, mimo grede, mislim, da na 6. ali 7. mestu v ligi in igrajo s sosedom na lestvici v finalu, to je AZ iz Alkmaarja. Imamo sodelavca iz Germanije na drugi strani. Bomo pa še en kviz pred kvizom, najbolj znan igralec, vsaj kakor se jaz spomnim, pa na hitro sem šel skozi pogledat, Go Ahead Eagles. Začel kariero Go Ahead Eagles, potem igral za Ajax, Arsenal, Barcelona in potem šel nazaj Go Ahead Eagles, to je Overmars. Mark Overmars. Znameniti igralec iz Overmars. Drugi polčas. Ok, gremo v Južno Ameriko. Toni, začel bi 4-1, ker ne samo, da je bil izid visok, da je Argentina visoko zmagala, razmerje na igrišču je bilo temu primerno. Argentina je uigrana, odlična, Brazilija brez glave in repa. Pa najprej, če lahko malce več poveš o tem, kako Argentina sploh igra zdaj pod Scalonijem. Te dve tekmi v južnoameriških kvalifikacijah odigrala brez Mese in mnogi pravijo, da je morda celo bolje igrala brez njega kot pa z njim. Ne? Veš, kaj je tragedija te tekme? Da ni bil to četrtfinale mundiala. Ja, seveda. Ampak potem pa bi bila to nova travma za brazilski nogomet. Že tako ali tako primerjajo to tekmo s 7-1. Je veliko Miniko postavila, kako igra Argentina. Spravi, od prvega sodnikovega žvižga pa do trenutka, ko je Brazilija prišla do žoge, so si Argentinci izmenjali 42 podajanj. Ja.
Rekord mimo grede, mislim, da v Premier Ligi v tej sezoni je 9 podaj. Tako da to je res 42, je neverjetno. No? Ja, mislim, da akcija za drugi gol je 37 podaj. Prvih 10-12 minut do 2-0, pa cel prvi polčas je bil v bistvu najboljša predstava Scalonete, se pravi Scaloneta, to je vzdevek. Nov vzdevek Argentine, se pravi, to je v bistvu Scalonijev avtobus, kombi, se pravi, razposajeni mladci ali pa tudi starejši državljani, ko zabije gol, parkirajo avtobus, pa te hitro kaznuje. In pač tukaj Brazilija ni bila dorasla in da, najboljša predstava, ni bilo Mesija, spet so polni samozavesti. In so uradno že pretekmo, ker je bilo Bolivija, Urugvaj, bila tekma predtem odigrana 0-0 in so bili že uradno uvrščeni na svetovno prvenstvo. Se pravi, so zmagovalci, imajo 8 točk prednosti, 4 kroge pred koncem, mislim, da ni, le v teoriji bi lahko izgubili to prvo mesto. Če pogledam te kvalifikacije, končno so zmagali v Urugvaju po 12 letih, po 15 letih so zmagali v Boliviji, po 16 v Peruju. Sploh prvi gostje, ki so zmagali v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v Braziliji. Prva reprezentanca, ki je premagala Brazilijo na obeh tekmah, se pravi gosteh in doma. Se potem 4 gole. Prvič je Brazilija prejela 4 gole v kvalifikacijah za mundial. S tem je bil izenačen medsebojni najhujši poraz. Petič se je zgodilo, da je Brazilija izgubila za 3 gole in prvič po letu 63. Spravi, torej, to je en okvir, zakaj je to tragedija. Pa prvič so po znamenitem polfinalu domačega mundiala 2014 prejeli v enem polčasu 3 gole. Neverjetno, tista tekma, torej to je ta tekma, ki se je končala 7-1. Preden greva k Braziliji, še nekaj besed o Scaloniju, pa o njegovi vlogi. Slišal sem, da se mnogim v Argentini ali pa opazovalcev argentinskega nogometa zdi, da je Argentincem padla sekira v med, ker je zveza relativno neorganizirana, ampak s Scalonijem so pa zadeli v polno, ne da bi prav dobro mnogi vedeli, kaj delajo, oziroma da mu niso omogočili, dopustili idealnih razmer za delo, ampak izpadlo je pa vse fantastično. Svetovni prvaki so in zdaj so se utrdili v vlogi enega osrednjih favoritov za mundial 26. Ja, lahko bi rekli, da so imeli več sreče kot pameti, ker po drugi strani pa, če poznate pisan lik predsednika Argentinske zveze, Chiqui Tapia, v bistvu je ex-libero, je igral profesionalno, potem je bil vpliven sindikalist, postal je šef smetarjev v Buenos Airesu, kar pomeni izredno vpliven položaj, potem predsednik. Toni Soprano. Tudi prva asociacija. Torej, slash mafijec. Ne, tega nisem rekel. Sindikalist, smetar, ne. Okay. In postal je predsednik nogometne zveze, se pravi, to je bilo obdobje po 2014, po izgubljenem finalu, brez denarja, bankrotiran. Pač veliko stvari šlo narobe. Scaloni ostanek, v bistvu, ki je Jorge Sampaoli prišel in je on bil njegov pomočnik pri Sevilji, pa prišel še v reprezentanci in po enemu naključju on tam ostal v tisti službi. Pomaga temu, da on v bistvu je Argentinc, pa krati in Argentinc, ker pa živi zdaj, odkar je kariero končal v Španiji, poročen Španko in tako dalje. Scaloni ni šlo gladko, ko je izpadel poraz na Kopi Amerike 2019, po domači povedano, če bi bil kakšen resen argentinski trener v tistem trenutku pokazal, jaz bi pa postal selektor, bi se najbrž zgodila menjava, ampak v bistvu so se vsi otepali tega stavčka. In potem se pač stvari dozorelo v tem, da smo upustili čas, prišla je Copa America 2021, dobra igra, zmaga in na tem so oni gradili. Naprimer, če primerjamo Copa America lanska 2024, v bistvu je bilo to bolj zmaga njihovega karakterja, kot kar dobra igra. V bistvu Kolumbija je bolj navdušila nad turnirjem, pač so podlegli pritisku priložnosti in pač je zmagala Argentina spet drugič. Imajo toliko izkušenj, toliko vsega v sebi, da pač preprosto zmagujejo. In zdaj, dejansko, če pa pogledamo, oni niso pozabili vseeno, da so jesen lansko leto izgubili pri Kolumbiji, izgubili so pri Paragvaju. Pri Paragvaju je igral Messi in zdaj so pa v bistvu v Urugvaju, Montevideo je bila pač taka tipična mesarska polna fajta, ampak izvrsten gol Thiaga Almade, zdaj pa najboljša predstava. Zakaj ta predstava bo, po mojem, zdaj bojo vsi analizirali? Izredno je Scaloni za dušo prevzel nadzor nad sredino.
ker on je postavil v bistvu igro s 5 deseticami. Nekoč se je Argentince zmerjalo, da igrajo s peticami, se pravi Diego Simeone igralec. Ampak ne, on je pa dal svobodo 5 igralcem, ki so desetice in se izmenjujejo. In pri tem oni dejansko prevzemajo drugemu prostor in se umikajo. Ogromno se pač predvideva, da on zgleduje se po košarki. Pač kakor je legendarni Jackson, pa Bulls je pa to pač trikotnik, to on vse skozi preplete te trikotnike. In Brazilija je tukaj žrtev svojega sistema, ker sta bila samo 2 prava vezista in so bili popolnoma nadigrani, izgubljena kontrola na sredini. Te desetice pri Argentini so McAllister? Ja, so v bistvu vsi igralci, spravi, imaš Paredesa, De Paul, McAllister, De Paul ima super sezono. Enzo Fernandez, Almeida. Pri tem, da potem še v bistvu gre v bistvu tudi za fluiden sistem, da pač lahko Paredes se premaknil v obrambo in tudi sam Julian Alvarez je bil nazaj potegnen na špica, ni bil pač špica. Okay. A samo Julian Alvarez igra spredaj, čisto spredaj? Ja, v resnici je bolj Thiago Almada vseeno bolj ofenzivno postavljen. To. Ampak gre pač predvsem tudi, se vidi, res je ta uigranost, kako se prepleta, spravi ta pomikanje nazaj in sproščanje igralca za naprej. Zlasti bočnih igralcev, Talefika, tukaj je bil Moline, ni bilo, ampak recimo, se njega pričakuje malo več tega. In je res uigranost, kar so zdaj Brazilci že analizirali, pač kaj je njihova težava. Pač nenehne te tranzicije, spremembe, novi sistemi, drugačni sistemi in manjko je jim kilometrina. No? In zdaj pač Argentina se zaveda, da po eni strani bojo šli kot prvi favoriti. Ja, so favoriti, so prvaki, po drugi strani pa mislim, da bo resna reprezentanca, resen nasprotnik analizira seveda to Brazilijo, ampak bo analizirala tudi seveda Paragvaj in Kolumbija, kako sta ustavila in premagala Argentino. Se ti zdi, da je boljša brez Mesija? Ja, bogokletno zdaj le, marca definitivno, lansko leto pa ne. Pač Messi, težava pri tem je, da Messi vsem pustijo, da igra cela tekma, to je recimo kar pri Portugalski, ampak da je vseeno bil zdaj zelo učinkovit. No, Zanč ga je pa menil. Zanč ga je menil, ampak je bil predhodni dogovor največ. Za katero tekmo? Za podaljške, za Petri. In Messi je odigral 9 tekem, se pravi 6 golov, 3 podaje in še zmeraj najčinkovitejši. Pa se tudi Julian je rekel, z njem bi dal pa še 2-3 gole več. Tako da to je res vprašanje, ampak pač na tem, rečemo, na desnem wingerju, na tem položaju, v bistvu mislim, da ga lahko pustijo. Pač seveda bojo mogli tudi obrambno nekako skompenzirati, če hočejo z njim igrati. Jasno je interes MLS-a, lige, pa Amerike kot prizorišče naslednjega mundiala, da on igra. Pač v Miami ustvari velika zgodba in to je jasno. Težava je, da v zadnjih 20 mesecih ima že 6 poškodb. Kako ga spočiti, pripravi, da bo nepoškodovan vstopil, nepoškodovan ostal. Ampak mislim, da zdaj smo res blizu, koliko je to. Še leto pa 3 mesece. Ja. In da se lahko predstavljam, da pač Messi bo del te reprezentance. Če pa igrajo boljše, zdaj so odigrali boljše. No. Poprašanje, če lahko z njemu dodaš kaj, je pa seveda druge hibe še zmerja. Otamendi, kot poveljnik obrambe, 37 let. Ker ko gledaš igralski kader, vsaj na spisku so luknje, no? So luknje tu in tam. Ja, sem sredina so nosilci, pogledaš, spravi Enzo Fernandez, 24, Julian Alvarez, 25, potem imaš tudi Lautaro, ki je tukaj manjkal. Ja. Pa če mlad, so razmerno mlad. Ja. Tudi ostali, zdaj pač odkritje tega okna, pač Thiago Almada, je kar ena plejada mladih igralcev, ki lahko imela. Ne, šibke točke so, ki je tudi pri Braziliji pač bočni branilci. Ja. Pač Molina je pa svetovno prvenstvo, pa Atletico ima super sezono, zdaj pa v bistvu zadnji 2 leti, v bistvu zdaj že zelo na stranskem teru, ko je pač 26, pa se od njega pričakovali ta prebojnost. Talefika je dejansko na terenu očitno leva, pa desna, ker na levem boku je pač leva roka selektora. Zelo zanimiv YouTube kanal ima, kjer je on analizira igro in je on to analiziral, ravno to, kar sem izpostavil, da pač Brazilija je igrala z njimi proti samo z 2 vezistama. Oni so pa lahko spravili okoli 5 vezistov in so jih imeli nenehno v šahu. On sam? Ja, po tekmi, pač dan, 2, je na svojem YouTube kanalu, se pogovarja in zanalizira. In se vidi, da
to dejansko marsikaj je tako, recimo v daljših analizah, je uspeh v Katarju pripisal ravno temu Telefiku, kako pač da on komandira tisto stran igrišča, ki je pač tudi diametralno načeloma od Mesija. In da je kako ključen in pa se njemu že prirekuje, rečemo, trenerska kariera. Super. Mislim, ne znam dobro špansko, ampak YouTube je tako učinkovit, da lahko z autotranslatom, torej z avtoprevajalnikom, tudi to nadoknadiš. Super. Brazilijo sva že malce omenila, Dorival je zdaj izgubil službo, torej selektor brazilske reprezentance na zadnjih 2 prvenstvih je bil selektor Brazilije Čiči oziroma Tite. Kaj zdaj? Govorilo se je o Ancelotiju, govorilo se je o Jorzu, Jezusu. Jezus je, naj bi bilo dogovorjeno in za Al Hilalom, se pravi savdskim klubom, s katerim bi lahko odšel iz tam, še preden se udeleži tega klubskega svetovnega prvenstva, pač v Evropi mi kaj dosti ne govorimo o temu, v Južni Ameriki pač je to pomembna zadeva, pa v Saudski Arabiji tudi. Ancelotti so pobožne želje, leta 22-23 v bistvu jim je dal košarico, tudi zdaj je gladko se ga vprašali, ali ga je res Brazilska zveza kontaktirala, pa sem rekel ne. Moj kontento. Tako da je Ni pa veliko odgovoril, sem premaknil. Zakaj ta velika želja? Ker on bi sprostil ta potencial, ki ga skriva Vinja. Vinicius je pač v brazilski reprezentanci pač en drug Vinicius. Zdaj se je upalo, pred tekmo z Argentino je bila pač tekma s Kolumbijo, trpljenje in potem v 95 minuti ga Vini iz 20 metrov, res lep golaz. Pač zelo podobno, tudi od Almade, pa njegov zelo podoben. In takrat se je rekel, to je to, končno bo zdaj Vini začel trest, voditi ekipo, prej je podal za prvi gol. Ampak pa ti pa pogledam statistiko, to je bil 6. gol na 39 tekmah, igra pa že 5 let za Brazilijo. Prav šel sem primerjati Juliana Alvarez, 12 golov, dobrih 40 tekem, pa leto manj igra. Potem pa še Šeško, 16 golov, isto, 41 tekem, tudi 4 leta igra. Samo ko pride Brazilcu v bazo, v domovino Brazilijo, je to malo drugače, ko pride Šeško na Brdo pri Kranju. Rio de Janeiro ima svoje čare. Spomnimo se Neymarja, pa ostalih. Brazilci to... Neymar je pa Ronaldinho tu pomagal. Ja, malo je drugače to mentaliteta, ko se Brazilec vrne v domovino za tistih 14 dni. Malo drugače jemlje reprezentančno okno. Predvsem pa rabijo Brazilci eno tršo roko. Jorge Jesus recimo je primerna, ker tudi tale poraz proti Argentini, mislim, marsikoga lahko zaslepi, ampak če pogledamo, kaj se je dogajalo na igrišču, niti P od presa ni bilo strani Brazilije, oni so se sprehajali, Argentina pa sploh ni imela veliko težav, ker ni bilo proti presano, tako da res hodili so po igrišču. Mislim, odnos do igre, do reprezentančnega dresa je bil katastrofalen. Pa se ti zdi, da Jesus kot pač nikoli ni vodil reprezentance, je pa bil zelo uspešen kot trener, tako v Braziliji kot na Portugalskem. Igra njegova, rekel se že pristop njegova, ampak igra njegova primerna za brazilsko reprezentanco. Ja, je, pa mislim, da je že dosti izkušen, zdaj pa že dal nekaj čez, da bi pa lahko v jeseni svoje nogometne trenerske kariere pa se preizkusil tudi v eni taki reprezentanci. Se slabš ne more biti, kot je bilo zdaj proti Dorivalu, kar zadeva samega pristopa. In mislim, da je to ena krasna priložnost za njega, vendar le bo na številčnejših očeh kot pa pri Al Hilalu. Moramo pa spomniti tudi na to, da nazadnje, ko so imeli Brazilci velike težave v kvalifikacijah, so leta 1994 in 2002, ne vem, če ravno nazadnje, ampak ko so imeli težave, so potem osvojili naslov svetovnega prvaka, tako da to zdaj še nič ne pomeni za naprej, še vedno ni najboljša obet, ampak so pa Brazilci... V teh kvalifikacijah, kjer grejo skoraj vsi naprej. Mislim, Brazilci so zelo slabi, pa imajo 6 točk prednosti pred... Če bi pa star sistem vzel, bi bili pa v resnih težavah. Zato, ker naprimer, oni igrajo še v Ekvadorju, pa v zadnjem krogu igrajo z Bolivijo. Kaj če bojo takrat oni 6, pa Bolivija igra za to vse, mislim, 7. mesto. Glih Ekvador. Ekvador je vroč, igrata tako Brazilija in Argentina pri njih doma, tako da to je
zelo obetajoča reprezentanca iz teh kvalifikacij, ki lahko pokaže tudi na svetovnem prvenstvu nekaj. Jesus pač ima s Flamengom je svoj 5 lovorik, spoznal je Brazilijo od znotraj, kar je pomembna prednost, rečemo proti Ancelotiju. Seveda druga stvar je to, da je Neymar je v bistvu on poslal iz Saudske Arabije. Tako da to pomeni, da zgodbo o Neymarjevem vračanju v reprezentanco. Neymar je igral za njegov klub v Saudske Arabije. Nisem vedel. Tako da to v bistvu pomeni, da se Neymar ne bi vrnil, čeprav zdaj se je že obrnil tudi on ploščo, da ni bil tak težava, da je to že v redu. Ampak ne, gre za to, kakšen tip igralcev imajo. Oni nimajo pač bočnih igralcev, se pravi Cafu, Roberto Carlos so res pobožne želje. Tudi v mlajših selekcijah izidi škriplje. Po drugi strani ta si rekel, da domov pride pa drugače za reprezentanca. Problem je, da reprezentanca že 20 let, sploh pa od domačega mundiala dalje, je v bistvu zmeri pričakujejo v bistvu s pikerimi naslovi, z ironičnimi, tudi navijači. Pač, če ni 3-0, pa še šova, je bedna tekma. No? In Brazilci, pa tudi njihova javnost, so malo pozabili, da pač realnost niso oni v Pelejevih časih, pa recimo od 90. do 2002, pa je bil Ronaldo, pa vsi ti četvorčki sijajni. Ja. Potem se pa zgodijo še taki bizarnosti, pač Romario je delal intervju z Rafinjo, in je Rafinha prebijal neumnosti in je podkuril Argentince. Naprimer, ena stvar, kaj narediti, kako se Argentincev zelo pomembno lotiti, da jih hvališ, da rečeš, da so najboljši, da ko boš imel tekmo z njimi, oni so favoriti. Kaj že rekel Rafinha potem? Ne vem, če se to lahko pove. No. Brez kletvic in brez teh stvari. Romarja ga je zval in je pač on zdaj šel men. Bi se povedal, razbili bomo na travi, pa še izven, če jih bo treba. No? Malo hujšem, malo okrepljenim. Z okrepljenimi besedami. No, mislim, ne moreš ti dati svetovnim prvakom dvakrat jim južno. Pač oni črpajo. Ne kot Brazilec Argentinci. Ja, pa oni črpajo. Tiste vangalove opaske so oni takrat nakurili se na njih. Pač to je. Za en pomemben, za vse evropske nasprotnike v Severni Ameriki drugo leto. Pač Argentinci se zahvali, da oni so že naprej. Ja. Drugač pa Julio Enciso gol proti Kolumbiji. Ja. To si pogledajte. To pa ja. Za tega Paragvaj je pa druga ta zanimiva reprezentanca. Mislim, da v zadnjih 8 krogih imajo 4 zmage doma in 4 remije v gosteh. Lestvica, 31 točk za Argentino, 23 za Ekvador in to z 3 točkami kazni, z odvzetimi točkami. Potem na 21 točkah so skupaj Brazilija, Urugvaj in Paragvaj, Kolumbija jih ima 20 in potem na 7. mestu Venezuela s 15. Venezuela edina od teh, ki še ni prišla na svetovno prvenstvo, ki se še nikoli ni uvrstila, in od 10 južnoameriških reprezentanc jih 6 pa pol gre na prvenstvo, torej 6 neposredno, tista polovica pa, če se ne motim, igra v medcelinskih kvalifikacijah, če sem prav videl, z oceansko reprezentanco. In ja, tudi to bo še zanimivo. Gremo k argentinski ligi. Andres Vombergar je prvi strelec lige, 7 goli po 11. 6 goli in 1 asistenco, zato sem mislil si. Moram reči sicer, da Andrej Vombergar je bil eden najbolj zapomljivih gostov v našem podcastu. Zelo je bil takrat iskriv, duhovit. Ja, prijeten, pristen med mundialom, pa tak zelo prizemljen. In mu kar privoščim. Se moram reči, da skoraj vse, ki smo jih spoznali bolj podrobno prek našega podcasta, so bili super, ampak ravno njega sem si sploh zapomnil. Kakšna je njegova vloga pri San Lorenzu? Ja, pač Vombi je velemojster 11 metrov. Dejstvo je, 4 gole teh 6 so iz Bele točke in on je manjko v Sloveniji proti Portugalski. On more, ko pride na obisk naslednjič, fanta vzeti na trening. Ko jih on strese tam pod prečko ali pa v malo mresco.
On izvaja na polno. Polno bomba, pač je vzdevek La Bomba, to je trademark. Seveda. Pač San Lorenzo, to je eden 5 velikih klubov v Buenos Airesu, seveda, to je papežev klub, zdaj pač seveda. Pa Viga Morgan. Spravi, zdaj je res prvi napadalec, dejansko kar veliko strelja. Zdaj ta vikend se je igral proti Lanusu. Lanus je recimo mojega sorodstva, domač klub. Jih je 4-5 strelov, blizu ni šlo noter. San Lorenzo, mislim, da je 4. v svoji skupini, dobro jim kaže, ampak po drugi strani pa pokazatelj. 6 goli je prvi strelec po 11 krogih. Pove, da argentinska liga glih ni biser. No? Njegov, se pravi, so vodilni Avalos iz Riverja Plata je 6 golov, ima isto, je 34 let star. No? Tako da, argentinski fuzbal je, kako bi rekel, zelo konfuzen, klubski. In pač kot pravi predsednik Čikitapja, ne skušajte razumeti, uživajte. Ampak golov pa ne pada dosti, vidim. Ja, zanimivo, ne, res. Ne, glej, imaš 30 klubov. Uživaj v bunkerju. Ja, ne. Če bom bi do 8. marca zadnjega. Ne, drugače, zanimivo, da po vsem tem kaosu, da vzdušje, pa tudi varnost je pa skoraj iz leta v leto boljša. No? A varnost je? Mislim, se izboljšuje, ne, pač dejstvo je, da dejansko še zmeraj vlada. A varnost je? Ne, govorim te, da ni gostovanje gostujočih navijačev pa tega. Ampak ne, dejansko mislim, da incidenti so se res preselili zdaj že iz 2. v 3. ligo. Pa pri tej številčnosti je to dejansko, govorimo zdaj od 80. kluba dal. Ta sistem. A si kdaj igral v menedžerju argentinsko ligo? Mislim, Skupina A pa skupina B. Mislim pa, To moraš biti Giorgio Marchetti, da ti je to všeč. 30 jih je v prvi ligi in zdaj so jih razdelili v 2 in ne razumem, letošnja sezona traja od januarja do decembra, Da. Kdaj pa ne igrajo? Konec decembra, začetek. Začas nov let. Mislim, to je pa res, mislim... Argentincev ne moreš vzeti fuzbala, tam mora biti, ne. Ja, To je. Ne, gre za to, da oni so imeli dolg čas, lepo je bilo usklajeno, se pravi, klauzura, apertura, se pravi, pol sezone je eno prvenstvo. Tako Mehika, ne. Vse to v bistvu, mislim, da je začela Kolumbija v takrat profesionalnih 40 letih, ko so vsi takrat šli med vojno igrati in bil ta fenomen. In zdaj uradno poteka 135. sezona profesionalne lige, ki se je začela, mislim, da 29. leta, se pravi 19, 29, 30. Se zasmejo v reakciji. Ja, ne. In težko je razumeti, se pravi, imamo zdaj... Torej, oni štejo za eno prvenstvo, eno aperturo in eno klauzuro. To je bilo pred 10 letjem. Zdaj imaš Primera División, Primera Nacional oziroma Copa Argentina. In je apertura in klauzura... Ne, samo je letos spet drugače. Pokal je tudi neki... A moram vprašati, imamo še eno uro, imamo še čas. Ne, to ne. Dajmo zminimalizirati. No, skratka, oni so hoteli tranzicijo narediti na evropsko sezono, na 20, mogoče celo na 18 klubov, ampak ni glih predsednik. Je rabil plačevati usluge, gladke volilne zmage. In je v bistvu nagrajevati začel klube, da so prišli v prvo ligo. In prišli smo že na 30, potem je prišlo na 26, upali se na 22, zdaj smo spet na 30 klubih. Glavnem, v resnici sta 2 sezoni, se pravi prva polovica, druga polovica koledarsko in pri tem imaš 30 klubov razdeljeno v skupine po 15, igra z vsakom eno krožni sistem, plus eno tekmo derbi, rival, lokalni tvoj sosed, najbližji klub. Aha, torej igraš 16 tekem. Tako je, ja. In podpazi, potem pride na vrsto končnica za eno tekmo. In četrtfinale, polfinale. Aha, torej najboljših 8. Mislim, da nevtralnem, ne. Je nevtralne in to je pač, in to bo prvak pol sezone, ki bo hkrati... Najboljši klubi iz obeh, top 4 iz A in top 4 iz B. Top 8, pardon. Ja. Top 8. No, in glede tega je San Lorenzo kar navaren, spravi zdaj na 4. mestu, mislim, da ima 7 točk prednosti pred tem 9. uvrščenim. Tako da so na dobri poti, da se vrstijo tukaj. Mi glede, kdo je rival od San Lorenzo? Če jih je 5 velikih v Buenos Airesu, kjer izpade. Ja, oni izpade. Mislim, River pa Boca. Oni izpade. Zdaj, Racing Independente sta soseda. To je tista znana na Avežanada, je ta Venija, ki sta stadiona soseda, potem seveda Boca River, Sever Juka in San Lorenzo pri tem ostali. Ampak imaš pa Huracan. In oni igrajo z Huracanom? Ja, pač Huracan je pomemben klub. Toni, prav vidim, da samo en izpade na koncu. Pravilno, ja.
Ne, 2 v resnici. V bistvu 2, zato ker imaš potem še koeficient povprečje točk zadnjih 3 let. Ja, to je. To so uvedli zato, da ne bi tako veliki izpadli. Tako je, gledaj, ne, to je res, če imaš kdaj volje pa zabava, to je. Res je kompleksno. Je pa ta psihološki moment, ne? Torej imaš 2 prvaka, 2 najboljša strelca, 2 najboljša asistenta, ne? Veliko te količine potem nastane, da se več igralcev lahko prodaš v bistvu, ker je najboljši strelec lige. Bazen je izprazen. Stari so. Stari so. Pač trenutno to je liga za kruhoborce. No? Pač 30-letniki plus uspevajo, mladcev, sem prav gledal, če se vprašal, kdo so kakšni mladci. Med 50 najbolj ocenjenimi sta 2 pod 23. Jaz sem enkrat gledal v živo Racing Boka, sem gledal živo na Cilindru, pa je bil Lisandro Lopez takrat iz Liona. Ja, se spomnim. On je bil Bok tam, pa je bil star 35-36. Ja. Iker Munjain igra z... To sem videl. Iker Munjain, ravno, a igra za San Lorenzo? Ja. Ja, ko greš gledat in sem mislil, Munjain, pa se to ni ta, pa Munjain. Pa ko sem Munjain, ne, Munjain. Mislim, ja, ker sem čisto pozabil. Sem trenutno je Vombi kar klasa za njega. Tako da. A on prihaja not na mesto Vombija, oziroma on je tam majhen, ki je zraven. On tam na krila. Super. Gremo. No, pa če reči, vsi najboljši mladi Argentinci so že v Evropi. No? Ja. Nico Paz, Echeverri. Vsi vse vidijo in takoj, ko zavohajo ga. Liga bi se pa lahko imenovala računanje igra. Sodnikov dodatek. Ok, kviz za konec. Najprej vprašanje, ki smo ga imeli včeraj, morda niste vedeli, če ste poslušali. Ne, super, the best. Vprašanje je bilo, če upoštevamo... Če to bo zdaj skoki? Ne. Ja. Okay. Kako to, da ni bilo vprašanje o planici? Zaradi tega, ker sem pripravil veliko, s Klemnom Derličem sva pripravila veliko že za med programom. In potem se mi je zdelo, da bi bil pa že, da bi bilo too much, da bi dal. Pa ne moraš podariti tekme za ponedeljkovo tekmo, ne? Tudi to. Val 202 vedno znova preseneča. Najprej seznam nastopajočih na odru, zdaj pa še kviz v žoga okrogla, neverjetno. Super, in sicer, če upoštevamo največje evropske klubske pokale brez super pokalov, torej govorimo o pokalu državnih prvakov oziroma Ligi prvakov, pokalu UEFA oziroma Evropska liga in tu zraven dodajamo še pokal velesejemskih mest, ker zakaj pa ne, pokal pokalnih zmagovalcev in konferenčna liga. Kaj pa Mitropa Cup? Ne. Katerih 5 klubov se je največkrat uvrstilo v finale teh tekmovanj? Torej, skupaj, suma sumarum, brez super pokalov. Juventus. Danes smo se pogovarjali še, da je bilo narobe, da sem zahteval, da morajo biti v pravilnem vrstnem redu, ker je zaradi tega se precej podaljšal kviz na koncu. Pa, bi rekel. Do poročil? Ja, ne, tako dolgo ne, ampak se je pa še kar. Pa bi od vas tudi, ker ste pa vendarle strokovna publika, prosil, da poveste v pravilnem vrstnem redu. Ajax. Ne. Madrid? Ne, vsak bo probal, potem bom pa povedal, kdo ima prav. Boštjan začni, ker si že prav začel. Ja. Ok, naprej. Milan. Kalcer, ne. Prav? Ne, mene vaj poslušal. Nemškega, kdo bi pa nemški bil? Bayern. Prav? Pa še enega Italijana. Mora biti Barcelona tukaj, tudi včerajšnja. Pa Barcelona. Eden na pravilnem mestu, 2 sta na nepravilnih mestih, 2 sta napačna. Marko. Hvala. Ker bomo dali 3 za pravilno mesto in 1 za nepravilno mesto. Milan. 5 točk. Na prvem mestu. United. Ok. Manchester United. Seveda. Koliko še pa jih manjka nam? Do 5. A ja, ta gremo to, zdaj mu nesci. Od 1 zdaj do 5. 5 evropskih klubov poznati. Ok. Ne sem portugalskih. Ja, pa sej, Benfica, sem ne bo rekel. Zdaj ne smem reči več na istih. Seveda, iste. Mislim, predvsem mora biti prav. Se 3 zadeva. Pravilni vrstni red tudi mora biti. Mislim, tisti, ki ste kasneje imate več časa za premislek. Liverpool. Sem Jože, te ne vidimo, on brska. Ne, jaz si pišem na telefon imena. Jože sem prepričan, da ne brska in da ne... Pa rekel bi še Barcelona. Pa Barcelona. Tudi ti imaš 5 točk. Ne, ti imaš 6 točk. Bravo.
Torej, en je na pravilnem mestu in 3 so pravilni, ampak na napačnem mestu. 4, torej. 4, Ja. ampak za enega dobi 3 točke, za enega za 3 pa. Jaz sploh nisem razumel vprašanja, sam Pa Jože. zdel se mi je, pa da Jože zdaj. poznam neki klub. Jože, potem pa Toni na koncu. Madrid, Madrid, Juventus, Juventus, Liverpool, Liverpool, Inter Inter, in pa, ker vem, da je osvojil kar nekaj evropskih lovorik, ne vem pa koliko je igral v finalih, Chelsea. 5 točk imaš, toliko kot Boštjan. Toni, a boš prišel na koncu in vse, Mogo sem, nisem si pisal. Veš. Ni panike. Madrid na prvem. Vele Sarsfield. Zdaj lahko že govorim, Madrid je pravilni odgovor na prvem mestu. 22. Vele Sarsfield pa Veleš Mostar. Moram reči, da Vele Sarsfield sem dolgo časa mislil, to je verjetno en klub v Argentini, ki so ga ustanovili neki balkanski prišleki. Mostarci. Ja, Pa je pač iz starejši Mostarja. klub. Ja, in je starejši klub. A, B, pa ustanovil ga je nekdo, ki se je imenoval Vele Sarsfield, to mu je bilo ime, priimek torej, ime mu je pa bilo Dalmasio. Mislim, ironija v vsem tem. No. V glavnem niso bili prišleki. Tega ni na lestvici. Dalmasija Da, ni. tudi v Argentini ni med 5. Real Madrid na prvem mestu 22. Liverpool je pravilno, ampak na napačnem mestu. Liverpool jih ima. Če ne bi bilo velesejemskih mest, bi bil na pravilnem mestu Liverpool, sicer pa je na 4. Liverpool 15. Milan, Milan je na 5. mestu 14. Chelsea. Chelsea je nepravilen, je manj kot 10. Ko smo že potle rekli. Za zdaj imaš 5 točk. Ja. Za 1 točko se boš izenačil s tistim, ki ni vedel, kako se Zdaj smo tekme pod gre. pritiskom, kaj smo že rekli? Barcelona. Pa Barcelona, izenačil si se z Markom. Barcelona je na drugem mestu 18, vmes pa še na tretjem. Mi dva si zdaj deliva prvo mesto s 6 točkami. Prvo mesto s 6 točkami, pravilni vrstni red je Real Madrid 22, Barcelona 18, Juventus 16, Liverpool 15 in Milan 14. Zdaj pa še en, kdo je to, vsi ste bili super drugače, 6, 6, 5, 5, 5 ste imeli. In sicer, a je to, ne boste verjeli, kje bom začel, Newell's Old Boys, Estudiantes, Deportivo, West Ham, Racing Santander, Lazio, Mallorca, Atalanta. Argentinec. Je, Čakaj. ni Maxi. Ne. Pis. Deportivo, Deportivo. West Ham. Džalminja. Ne, A so vsi klubi? vsi klubi. Odigral je Almeida. 387 tekem, dosegel je 23 golov. Najdlje je igral za Deportivo in največ tekem tudi igral za Ayala. Deportivo. 200, ne, Valencija. 14 golov. Je bil Argentinc pa Deportivo. Ja, pa potem pri Mislim, Majorki. Skaloni. Skaloni! Bravo. Skaloni, ja, zdaj sem se spomnil iz Deportiva. Ja, Kako očitno. je kako očitno, ampak je bil šele to 10. poskus, ampak ja, malce Danes je očitno moj pa. dan. Šta pije kafana? Toni, super, da si gostoval. Jože, Boštjan, Marko, res fino kot vselej se z vami pogovarjati o nogometu in se iti kviz. Poslušalci, hvala, da ste bili tudi tokrat na drugi strani zvočnika slušalke. Se slišimo kmalu. Ne smem tako končati. Ne, jaz bi sam tudi dodal še prevod, nisem na nacionalnem radiju, smo šta pije kafana, kaj pije kavar. Uživajte, se slišimo.